Dobrodošli v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, čemu smo bili priča ta teden. V koprski knjižnici je do 4. februarja na ogled razstava z naslovom Nikola Tesla, gospodar strele. V osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru so v sredo 17. januarja otvorili razstavo, posvečeno Nikoli Tesli. Gre za predstavitev diplom in častnih doktoratov, ki jih je Tesla prejel od številnih raziskovalnih in izobraževalnih institucij po svetu. On je došla iz Austrije. Naše kolege iz veleposlaništva u Austriji su je pripremili pre nekoliko godina za jedan drugi Teslin jubilej, ali kako izložba zapravo o Teslinim diplomama i počasnim doktoratima, onda ona zapravo nema vremenski rok, nego može da se izlaže u svakom trenutku. Mi smo izložbu počeli da prikazujemo prošle godine, prvo u Ljubljani, pa potom u Kranju, povodom 80-godišnjice smrti Nikole Tesle. 7. januarja lani je namreč minilo 80 let od smrti tega izumitelja, inženirja, fizika, matematika in kemika, ki še vedno navdihuje množice. Razstavo je v Koper pripeljalo Veleposlaništvo Republike Srbije v sodelovanju z Akademskim kulturno-umetniškim društvom Kolo iz Kopra, ki skrbi za negovanje srbske kulture na obali. Mi sodelujemo zelo dobro z ambasado Srbije v Sloveniji in ker smo veliko stvari že nekako skupaj naredili, je tudi se rodila ta ideja, da bi v Kopru obogotili vaše prostore knjižnice in naredili eno razstavo, ker mislim, da bo zelo dobro kako za naše ljudje, ki prihajajo in živijo zdaj danes v Sloveniji, tudi za vse prebivalce Slovenije, Kopra predvsem. Nikola Tesla je heroj u našem narodu, on je čovek iz srpske porodice, to čak više iz svešteničke pravoslavne porodice, rođen na teritoriji Austro-Ugarske i zapravo Nikola Tesla je građanin sveta. Mi to naravno ne možemo prisvojiti Teslu, niko pojedinačno ne može prisvojiti Teslu. Tesla je odista građanin sveta. Napravljeno je jedno istraživanje koje je opsežno uzelo u obzir sve Tesline nacrte, one koji mogu biti shvaćeni i razumeni, ima neki koji ne mogu se razumeju. I došli su do zaključka da je negde oko 40% zapravo došlo do toga da bude primenjeno, a nekih 60% onoga što su mogli da shvate, jedan broj nacrta nije mogao da bude shvaćen, nije zapravo. Tako da Tesla je odista jedan od naučnika koji čeka možda i naredni vek, možda i narodne vekove, da mnogi od njegovih patenata budu primenjeni u stvarnosti, odnosno u našem životu. U tom pogledu je on naučnik koji je ispred drugih naučnika i svakako da će njegovo ime, bar u tom pogledu, a u svakom drugom, ostati negde prisutno, pa ako se može reći zauvek, ne znamo šta znači zauvek, ali zauvek. Pomemben del življenja in dela Nikole Tesle je poleg znanstvenih dognanj in tehnoloških izumov njegova življenjska in delovna etika, ki je močno prežeta s spiritualnostjo. Govorimo, da je Tesla pravzaprav človek prihodnosti, to se ves čas ponavlja nekako ta rek, ne? Kdaj bo ta prihodnost? Predvsem me zanima v oziru do njegove etične drže do človeštva, do samega sebe. Skratka, zanima me ta mentaliteta, ne samo izumi. Kdaj menite vi, da bomo prišli do te točke, da bomo lahko sledili Tesli tudi na tem nivoju? Čudovito vprašanje, kajti ravno to jaz raziskujem, gospa. Tako da je to, mene ne privabljajo patenti. Mene pri njegovem delu privablja njegova resnična etičnost, ki se začne že, bi rekla, v rokovanju s stvarmi, ljudmi, sočutju, ljubezni in da ne rečem solidarnosti. In to je tudi temelj neke zavesti, ki se ustvarja med ljudmi. Če to prezremo, potem tudi tehnologija ne pomaga, niti digitalizacija, da se ta zavest dvigne v neki lokalni in pa državni ravni, tako da je resnično izziv za vse naš čist na človeški ravni. Razstava bo v koprski knjižnici na ogled do 2. februarja. Ankaranska občina je tožila koprsko občino, ker je brez njene udeležbe imenovala nove nadzornike komunalnega podjetja Marjetica. Poglejmo, kako se je zadeva razpletla. Ankaranska občina toži Koprsko, ker je brez njene udeležbe imenovala nove nadzornike komunalnega podjetja Marjetica.
Kot so navedli v delu, medtem mestna občina Koper zatrjuje, da ankaranskega soglasja sploh ne potrebuje. Iz ankaranske občine odgovarjajo, da je sodišče v razsodbi na prvi stopnji v celoti sledilo ankaranskim navedbam in upoštevalo stališče, da premoženje med občinama ni dokončno razdeljeno, da občini s skupnim nerazdeljenim premoženjem upravljata izključno skupaj in soglasno, ter da je glede upravljalskih pravic in obveznosti do podrejenih skladov agencij in javnih gospodarskih družb, poleg določil zakona o gospodarskih družbah, treba predvsem upoštevati določila zakona o lokalni samoupravi. Več kot 100 občina Ankaran ne želi komentirati, saj gre za prvostopenjsko razsodbo, ki še ni pravnomočna. Kot navajajo Primorske novice, so na koprski občini pojasnili, da jih sodba Koprskega okrožnega sodišča ni presenetila. V odzivu pa so zapisali, da iz same vsebine sodbe jasno izhaja, da je stališče občine Ankaran, da je pri vseh imenovanjih nadzornih organov v podjetjih in zavodih v lasti obeh občin potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic, napačno. Koprska občina na podlagi odloka o nerazdeljenem premoženju med občinama, ki ga je sprejel Koprski občinski svet in ki ureja ustanoviteljske pravice, namreč upravičuje njihov sklep o imenovanju nadzornikov Marjetice v deležu 94,05% upravljalskih pravic. Na naše vprašanje, kako komentirajo sodbo, pa do zaključka današnje redakcije oddaje Koprska občina še ni uspela odgovoriti. Luka Koper je lani poslovala primerljivo z letom 2022. Rekordne številke pretovora so zabeležili na kontejnerskem, avtomobilskem in potniškem terminalu ter na terminalih za hlajenje in tekoče tovore. Luka Koper je lani ustvarila 308,8 milijona evrov čistih prihodkov. Zabeležili so rast pretovora v obeh strateških blagovnih skupinah, skupno pa so pretovorili 22,3 milijone ton blaga. Večje številke pretovora, in to rekordne, so zabeležili na kontejnerskem, avtomobilskem in potniškem terminalu ter na terminalih za hlajenje in tekoče tovore. Na segmentu zabojnikov so z 1,066,096 pretovorjenimi kontejnerskimi enotami dosegli 5% letno rast, pri pretovoru avtomobilov pa so zabeležili 14% rast. V lanskem letu so privezali 1642 ladij, sprejeli 20.609 vlakov, našteli pa so tudi 422.811 tovornjakov, kar je 6% več kot leto prej. Konec lanskega leta je uprava Luke Koper sprejela tudi poslovni načrt družbe in skupine Luke Koper za obdobje 2024-2028. Današnji dan je pomemben mejnik v razvoju Luke Koper. Nadzorni svet je v zadnjem četrtletju lanskega leta sprejel poslovni načrt za leto 2024 in celotno strategijo razvoja Luke Koper do leta 2028. V strategiji so načrti ambiciozni, 780 milijonov evrov naložb, ki bodo usmerjena tako v posodobitev kot v izgradnjo nadaljnjih kapacitet za dodatni pretovor, da se nam bo leta na pomembnih blagovnih skupinah, kot so na primer kontejnerski terminal, dvignil od zdajšnjih skoraj 1,1 milijona na 1,7 komadov pretovora letno. Jih pa že v naslednjega pol leta čaka izbira izvajalcev za večje projekte, in sicer izgradnjo 12. pomola, potniškega terminala ter za visoko avtomatizirano skladišče za jeklene kolute, imenovano skladišče 54. In izbrali bomo izvajalca, kar je zelo pomembno za izvedbo severnega dela prvega pomola, ki je ključen, da bomo, kot je ministrica poudarila, sledili vsem dodatnim kapacitetom drugega tira. Konec leta 2029 pa jih čaka še naložba, ki sledi Evropski direktivi o alternativnih gorivih, in sicer elektrifikacija pomolov za oskrbo ladij z elektriko. Z raziskovalko na Slovenskem centru za raziskovanje samomora smo se pogovarjali o novi študiji, ki jo pripravljajo, del nje pa ste lahko morda tudi vi. Slovenski center za raziskovanje samomora UPIAM pripravlja študijo Družbeni mediji in samomor.
Pripravljamo študijo novinarskih prispevkov o samomoru, objavljeni na družbenih medijih in način, kako ti prispevki vplivajo na uporabnike družbenih omrežij. Pripravljamo različne objave. Poleg objav novinarskih prispevkov o samomoru bomo vključili tudi objave novinarskih prispevkov o prometnih nesrečah in pa objave novinarskih prispevkov o naravi, naprimer življenje oziroma značilnosti neke živali. Zanima nas, kako te različne značilnosti vplivajo na uporabnike družbenih omrežij. Ugotavljajo, da neodgovorno in neprimerno poročanje o samomoru lahko povečuje tveganje za posnemanje vedenja. Odgovorno, ustrezno poročanje pa to tveganje zmanjšuje. Opažajo, da se v zadnjih 20 letih situacija glede poročanja izboljšuje, saj vključujejo manj škodljivih informacij, ki bi lahko sprožile posnemanje posameznikov, in več informacij, kako pomagati in kam se obrniti za pomoč. Ta raziskava ima nekako 3 ključne namene. Prvi je najprej raziskati značilnosti novinarskih prispevkov o samomoru, ki so objavljeni na družbenih omrežjih. Potem drugi cilj te raziskave je raziskati, kako te objave vplivajo na uporabnike družbenih omrežij, in kot nek tretji ključen cilj je pripraviti smernice na podlagi teh izsledkov, ki spodbujajo odgovorno poročanje o samomoru na družbenih omrežjih. Za raziskavo iščejo posameznike med 18 in 40 letom starosti. Udeleženci, ki se bodo odločili za sodelovanje, bodo prebrali nekaj medijskih objav na raziskovalno tematiko in odgovorili na par vprašanj, kot so, kako so se počutili ob branju in kaj so ob posamezni objavi doživljali. V sredo je v koprskem gledališču potekala tribuna o migracijah in varnosti v Sloveniji, ki jo je organiziral lokalni odbor SDS-a, na katerih je bil gost Janez Janša. Ob najavi dogodka pa se je odzval lokalni odbor Levice in pozval k odpovedi dogodka. V sredo je v koprskem gledališču potekala tribuna o migracijah in varnosti v Sloveniji, ki jo je organiziral koprski lokalni odbor SDS-a in je bila precej diskretno napovedana, le dan pred dogodkom. Kljub temu je bila dvorana polna podpornikov stranke, kar pa ne preseneča, saj je bil gost tribune prvak SDS-a Janez Janša. Ob napovedi dogodka se oglasil lokalni odbor stranke Levica in pozval k odpovedi dogodka, saj po njihovo retorika SDS-a na temo migracij ne sodi v gledališče. Mi smo predvsem prepričani, da narativ, ki ga SDS in njen predsednik vodijo, kljub temu, da se skrivajo za krinko neke demokratičnosti, pluralnosti in odprtosti, v bistvu vodi v smer zbujanja strahu do vsega, kar je drugačno. To nakazujejo in tako njihove razprave v parlamentu in na občinskih ravneh, ko želijo naprtiti migrantom, ki bežijo iz kriznih območij, odgovornost za posilstva, nasilja, se pa ne vprašajo, kje je kardinalni izvor nasilja, ki ga nihče ne zanika. Po drugi strani pa tudi ljudje bežijo iz kriznih območij, ker pač ne morejo živeti pod neprestanim strahom bomb in za lastna življenja. Če vidimo tudi, kakšne Twitterje objavlja tako njihov predsednik SDS-a na temo migracij in tudi glede na to, kako so se odzvali na naš poziv, da glede na to, da vemo, kakšen je narativ Slovenske demokratske stranke in njunega predsednika, taki dogodki ne sodijo v kulturne javne zavode. Na poziv Levice se je v svoji izjavi odzval tudi Janez Janša in povedal, da njihov poziv razume v luči arogance oblastnikov. Gre za stranko, ki je na oblasti, se pravi, gre za nek izraz arogance oblastnikov, kakršnega smo poznali pred letom 1990 in ta aroganca se bo ravno tako končala, kot se je takrat. Vendarle so po mnenju stranke SDS migracije sploh ilegalne varnostni problem. So migracije in so ilegalne migracije, se pravi, migracije so nekaj, kar je del človeške zgodovine in tudi bo v prihodnje.
vendar pa so ilegalne migracije, se pravi prihod tistih, ki niso povabljeni, grožnje varnosti, grožnje socialnemu redu in tudi ekonomiji tiste države, ki je s tem soočena. Slovenija ima trenutno velik problem z ilegalnimi migracijami, tako kot tudi večina Evrope, vendar ker smo mi nekje na precej okrepljeni prehodni balkanski poti in ker nismo ravno največja država v Evropi, je to za nas še dodaten problem, glede na statistike, ki kažejo, da je lani bilo teh ugotovljenih ilegalnih prehodov preko 60 000. Lahko sklepamo, da je bilo vseh ilegalnih prehodov meje verjetno najmanj 3-krat več. In glede na to, da sosednje države in celotna Evropska unija, še posebej zdaj, ko smo pred volitvami v Evropski parlament junija, zaostrujejo migrantsko politiko, je ta grožnja, tako varnostna kot socialna in ekonomska, čedalje večja in je zadnji čas, da se vlada tukaj strezni. Sicer je Janša pokomentiral tudi, po njegovem, absurdno situacijo na mejnem prehodu s Hrvaško. Naši meji s Hrvaško imamo pa absurdno situacijo. Tisti, ki ima vse dokumente in želi legalno stopiti v državo, ne mora te dokumente pokazati, čakati na mejnem prehodu in izgubljati čas. Tisti, ki teh dokumentov nima ali pa ki jih je vrgel stran in želi legalno priti v državo, pa enostavno reče prvi policijski patrulji, ki jo sreča po prehodu meje, azil in dobi brezplačen prevoz v azilni dom, žepnino, nastanitev, mirno čaka na azilni postopek. Če se mu na koncu zdi, da azil v Sloveniji ne bo odobren, vzame pot pod noge in gre naprej v sosednjo državo, ki ga običajno ali pa velikokrat ujame in ga vrne nazaj v Sloveniji in se vsa zgodba ponovi. Tukaj je sistemski pristop napačen. Večja migracijska pot poteka prav prek naših krajev. Kljub temu policija ne zaznava povečanega števila kaznivih dejanj. Po mnenju koprskega občinskega svetnika Jureta Colje je to samo trenutno. Po njegovem smo namreč na poti Švedske in Trsta, kjer naj bi obstajal velik problem z migranti. Gre za, po mojem mnenju in po mojem, ne samo po mojem, mnenju, da mi smo na točki, torej Slovenija je na točki, kjer je bila Švedska pred 8 ali 10 leti. Lahko trenutno na obalnem območju nimamo težav. Jih ima pa Trst veliko težav, to je tudi po medijih, in policijska uprava, torej policija sama govori o temu, da ilegalne migracije, seveda ne vsi, ampak ilegalne migracije prinašajo in odpirajo varnostno vprašanje. Torej policija sama priznava, da imajo zaradi teh dogodkov težave in mislim, da je to treba presekati oziroma se tega lotevati pametno, preden nastanejo težave. Države, ki so bile naivne, če lahko tako rečemo v navednicah, in tega niso naredile, imajo danes velike težave. Tako da jaz tega ne vidim kot sovraštvo, ker jaz osebno, pa tudi marsikdo drugi, nimam nič proti nekomu, ki pride sem legalno, delati, spoštovati, popolnoma dobrodošel. Govorimo pa o problemu varnosti, ki jih ilegalne migracije odpirajo. Po mnenju Medveša pa so trditve Colje in SDS-a glede visokih kriminalnih dejanj oziroma sodeč po prejšnji izjavi potencialnih kriminalnih dejanj stvar ustvarjanja strahu. SDS konstantno, če gremo pogledati, in objave na Twitterju njihovih najvišjih predstavnikov stranke, tako poslancev kot samega predsednika, poskušajo venomer ustvarjati strah. To je tipičen narativ desnice, ki vedno na osnovi krivljenja in iskanja krivcev pri nekom tretjem in ustvarjanju tega občutka strahu potem dobivajo tudi politične točke na ta račun. Nihče, niti mi v Levici nismo nikoli zanikali, da obstajajo izzivi z migracijami. Problem je, da se pa tega problema mi lotujemo napačno. Napačno pa zakaj? Mi postavljamo ograje na mejah, ki smo videli, kakšne so bile posledice, tudi smrti nedolžnih otrok, tudi v naših krajih. Na Dragonji je umrla deklica zaradi tudi teh ograj. In izvajamo postopke, ki jih v tistem trenutku presodimo kot najbolj primerne. Vendar izvor, kako se spopasti z migracijskimi tokovi, z vzroki,
Zakaj prihaja do migracije? Treba pa iskati drugje, se pravi tam, ki so nastali. Colja se je v uvodnem nagovoru dotaknil tudi poziva levice k odpovedi tribune in jih označil kot skrajno levo stranko. Medveš sklepa, da je tako označitev posledica neprebolelih frustracij znotraj stranke SDS. Osnovnošolci, ki se letos vpisujejo v srednje šole, imajo že na voljo podatke o razpisanih mestih za vpis. Še nekaj mesecev šolarje loči do konca šolskega leta. Še posebej bo ta pomemben in prelomen za tiste, ki osnovno šolo končujejo in se vpisujejo na srednjo šolo. Ministrstvo za izobraževanje je ta teden objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024-2025. Za 21.305 osnovnošolcev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, je razpisanih skupno 26.066 mest, od tega 844 mest v programih nižjega poklicnega izobraževanja, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa 6.954 mest. V programih srednjega strokovnega izobraževanja je razpisanih 10.540 mest. Za bodoče dijake in dijakinje je v obalno-kraški regiji razpisanih 1238 mest za 1121 devetošolcev. Prijavnico je potrebno oddati do 2. aprila. Tisti, ki se prijavljajo v izobraževalni program, za katerega je treba predhodno opraviti preizkus nadarjenosti ali v športni oddelek gimnazijskih programov, pa morajo svojo prijavo na preizkuse oddati do 4. marca. Informativni dnevi, ki bodo v pomoč pri odločitvi, pa bodo potekali 16. februarja ob 9:15 uri in 17. februarja ob 9. uri. Pred izbiro srednje šole je pomembno raziskati svoje interese in hobije, na podlagi katerih se lahko šolarji odločijo za šolo, ki ponuja programe povezane z interesi. Prav tako je v pomoč pogovor z dijaki, ki potencialno šolo že obiskujejo, ki lahko delijo svoje izkušnje in vtise iz šole. Bomo v Kopru na Primorski univerzi dobili center za umetno inteligenco? Preverimo. Umetna inteligenca, o kateri se v zadnjem času vse več govori, je med nami v bistvu že dolgo, vsaj desetletje jo že uporabljajo na primer v medicini. S pojavom orodij generativne umetne inteligence, kot so ChatGPT in drugi, pa je zanimanje za umetno inteligenco postalo vse bolj popularno, tako med študenti kot tudi v medijih. Ja, to je precej zahtevno vprašanje, tudi mogoče malce nesrečna izbira tega izraza, se pravi inteligenca, potem pričakujemo nekega, ne bom rekel človeka, ampak nekaj podobnega, neko bitje, v resnici gre za stroj, se pravi gre za sisteme, ki bi lahko rekel posnemajo, simulirajo inteligentnost, s tem, da danes, ko govorimo o umetni inteligenci, večinoma govorimo o ozki, se pravi omejeni umetni inteligenci, ki mogoče določene stvari naredi bolje kot človek, ampak ne pa to, kar mi pravzaprav zmoremo. Se pravi, če bi govorili o splošni umetni inteligenci, potem bi to bilo primerljivo s tem, kar mi sami počnemo in kar pod inteligenco dejansko razumemo. S sklepom rektorice Univerze na Primorskem je bila imenovana delovna skupina za ustanovitev Centra za umetno inteligenco, ki jo bo vodil profesor dr. Ernest Ženko. Ja, to je bila neka mogoče logična posledica dogodkov, ki so se zgodili v dobrem letu. Novembra 2022 je prišel ven ChatGPT in potem tudi medijska eksplozija zanimanja za umetno inteligenco, se pravi predvsem v tem primeru za generativno umetno inteligenco, kar pomeni za sisteme, ki generirajo, se pravi ustvarjajo besedila, slike, videe in tako naprej, tudi glasbo. In ko se je ta reč pojavila v ne samo javnosti, je vstopila tudi v akademski prostor, tudi na našo univerzo in na začetku se je zdelo, da predstavlja, ne bom rekel neko grožnjo, ampak neko tveganje recimo za možnost
prepisovanja, za možnost se pravi generiranja nekih tekstov, ki niso avtorski in zaradi tega so se v bistvu v tem obdobju, to je pač prva polovica lanskega leta, po mojem mnenju skoraj vse univerze na svetu odločile, da nekaj naredijo v tem smislu. Uporaba umetne inteligence v univerzitetni prostor prinaša številne priložnosti in izzive na področju izobraževanja in raziskovanja. Univerza na Primorskem je ustvarila dokument s stališči, ki določajo njeno ustrezno rabo, ki mora biti etična, kompetentna in transparentna. Na podlagi tega smo ugotovili, da pravzaprav ne gre tukaj samo za grožnjo, ampak gre za zelo pomembno orodje, ki ga lahko tudi v pozitivnem smislu uporabljamo, tako raziskovalci, pedagogi, kot tudi seveda študenti in pa širša javnost. Zaradi tega smo se odločili, da to uredimo na sistemski način, se pravi skozi center, ki bo izobraževal, ki bo raziskoval in ki bo, na tem pa je poudarek, se pravi, se ne posvečal strojem, se pravi umetni inteligenci, ampak človeku, tudi zaradi tega, ker pač je človek tisti, ki mora zdaj biti usposobljen za rabo umetne inteligence v okolju, v katerem zdaj smo. Kot dodaja Ženko, na Primorski univerzi želijo, da imajo vsi, ki so vključeni, torej od zaposlenih do študentov, vsaj minimalno potrebno znanje o tovrstnih tehnologijah. Konkretno, da študent ne ve več kot predavatelj o recimo določenih sistemih, ker to pomeni, da lahko potem, ne bom rekel izigrava, ampak v tej smeri razmišljamo, ne. Do tega, da se pravi študent recimo ali študentka ne sme zapustiti univerze brez osnovnih znanj, ker danes ni več problem o tem, oziroma se ne govori toliko o tem, da bi umetna inteligenca pobrala delovna mesta, ampak tisti, ki so na tem področju kompetentni, tisti, ki to poznajo. Tako da v bistvu gre za, se pravi, razvoj nekega okvira kompetenc, se pravi tudi klasifikacije potreb in tudi ugotavljanja, kaj so recimo tisti sistemi, ki bi lahko doprinesli k boljšemu delu vseh, ki smo na univerzi. Umetna inteligenca se vse bolj vključuje v naš vsakdan. Kot poudarja profesor Ženko, je v univerzitetnem prostoru na tem mestu potreben konkreten razmislek o tem, kakšno vlogo ji postaviti, dobro preučiti njene potenciale in tveganja, ob tem pa na pomembno mesto postaviti etični vidik. V telovadnici koprske osnovne šole so pretekli vikend praznovali judoisti. Preteklo soboto, ko so pravoslavci praznovali novo leto, je v športni dvorani osnovne šole Koper potekalo še eno praznovanje, tako imenovani Kagami Biraki, praznovanje japonskega novega leta. Gre za prireditev, s katero želi Judo klub Koper že 5. leto zapored predstaviti svoje delovanje, judo kot izobraževalno metodo, obenem pa javnosti približati del japonske kulture. To je veličasten dogodek, na kar smo čakali že odkar Judo klub Koper v Kopru obstaja. Nisem si zamišljal, da iz tega začetka, da bo ratalo eno tako veliko srečanje. Dogodka se je udeležila tudi japonska veleposlanica Akiko Yoshida. This kind of event is very important for us so that as many as possible people in Slovenia get to know the traditional Japanese sports and cultures. And today we came here to celebrate the opening of judo and other martial arts to start its season for the year of 2024. Na dogodku so se predstavili judoisti in judoistke vseh starosti. Videli pa smo tudi nastope džudžitsuistov, karateistov, tekmovalcev v kendu, tenshin shoden katori shinto-ryu ter ninjitsu. Pomemben del prizadevanj koprskih judoistov je tudi vključevanje oseb s posebnimi potrebami. Začeli smo judo kot športno dejavnost, in na koncu skozi leta ugotavljamo, da v bistvu judo ni samo tekmovanja, treningi, garanje, ne vem kaj, smo dejansko ugotovili, da v judo moramo pritegniti še ostale,
To se pravi, tako da ste videli danes, da imamo vse generacije, ne, od najmlajšega do nas, ki smo malo bolj stari, ne. Tako, smo vključili že 30 let nazaj delo z temi s posebnimi potrebami, ne. Pač ugotavljali so nekateri naši člani, ki so delali na tem področju socialnih, so delali s to populacijo, so rekli, zakaj ne, jih izločiti. Ne. Mi smo nosilci v Sloveniji, ne, 30 let nazaj in potem to se je razširilo po celi Sloveniji. Ne. Včasih se je to imenovalo gun judo, ne. Zdaj pa moderno je to inkluzija. Kaj ti pomeni judo? Judo kluba, da bo cijeli, da bo stane, da ostanemo tukaj i da želimo da okolice zone i da bo leto 2024 i da bomo cijeli leto da gledamo Italijo i da stane i bez igre stane i da bomo igrali, bomo imeli nedelje festo i da bomo igrali matemate. Kagami Biraki so zaključili z ritualom, razbijanjem pokrova soda. Gre za ritual, ki izvira iz tradicije samurajev, izvaja pa se ga za srečo ob začetkih leta, ob porokah, začetkih športnih sezon, otvoritvah in drugih pomembnih priložnostih. Dolgo zgodovino mesta Koper si lahko ogledate v obliki razstave v Mali lođi. Koper je eno najstarejših stalno naseljenih mest na Slovenskem. Letos praznuje 1500 let. V ta namen je v Mali loži v Kopru postavljena razstava, ki prikazuje najpomembnejše dogodke in osebnosti iz zgodovine mesta. Razstavo sta priredila občina in pokrajinski muzej Koper, zasnovali pa sta jo kustosini Meliha Fajič in Vesna Pajič. Razstava bo obiskovalcem omogočila, da se skozi besedila in fotografije seznanijo z dolgo zgodovino mesta. Zgodba se začenja z legendo o nastanku mesta in posvetitvi prvega škofa svetega Nazarja v letu 524. Med zgodovinskimi mejniki, ki so omenjeni, so tudi ustanovitev mestnega statuta, izbruh kuge, ki je leta 1553 prizadela mesto, prihod Napoleona, odločitev o povezavi otoka s kopnim ter odtujitev koperskih dragocenosti. Del razstave je posvečen tudi slavnim osebnostim. Med njimi sta se znašla zdravnik in izumitelj termometra Santorio, ki se rodil in živel v Kopru, ter Elvira Vatovec, partizanska učiteljica in aktivistka. Poseben pomen pripisujejo podobi Oljenke iz 6. stoletja in Morosinjeve plošče iz leta 1269, ki ju hrani Koperski pokrajinski muzej. Razstava je le del praznovanja 1500. obletnice mesta, ki jo bomo praznovali celo leto z različnimi kulturnimi dogodki. Papiga Pero je postal znan na spletu ne le zato, ker je lušten, ampak tudi, ker se je naučil slovenščine. Zdaj pa se zdi, da postaja resnično večjezičen. Sedi. Hop. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik. Našteli bomo nekaj dogodkov, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili na slovenski obali. Pričenjamo z dogodkom za najmlajše, ta se bo odvil jutri v soboto v gledališču Koper. Gre za gledališko predstavo za otroke, ki nosi naslov Z Igorjem po svetu. Tokrat bo destinacija predstave Francija. Pričetek potovanja ob 10:30. Zvečer sledi predstava za nekoliko starejše. V auditoriju Portorož se bo odvila monokomedija Nikoli ni prepozno. Gre za produkcijo Krekerja in City teatra BTC. Pričela se bo ob 19:30.
V ponedeljek vas ponovno auditorij Portorož vabi na projekcijo filma, ki so ga ustvarili dijaki gimnazije in elektropomorske šole Piran v sklopu filmskega krožka. Film nosi naslov Edvard Škarjeroki, platno pa bodo osvetlili ob 18. uri. Malce kasneje na isti večer si lahko v gledališču Koper ogledate predstavo Čudež. Ta se bo pričela ob 20. uri. Na torkov večer pa bo v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru potekala prav posebna gledališka predstava. Ta nosi naslov Trup. Posebna zato, ker jo bo v živo spremljal glasbeni aranžma, ki ga je pripravila zasedba Peška. Pričetek ob 19:30. Naslednji dan, v sredo, se lahko ob 20. uri v gledališču Koper udeležite ponovitve predstave Lepa vida. Ta bo potekala v veliki dvorani gledališča. Sporedno s pričetkom ob isti uri bo v mali dvorani gledališča potekala predstavitev albuma Ahmeda Burića, ki nosi naslov Sin puščave. V četrtek se lahko v Pokrajinskem muzeju v Kopru udeležite cikla Virtuozo, na katerem se bodo tokrat s koncertom predstavili dijaki in dijakinje Umetniške gimnazije Koper. Pričetek ob 18. uri. Petkov večer pa lahko preživite v družbi najbolj ikoničnega slovenskega pevca Manifika. Ta bo v sklopu Morja zimskih doživetij svoj koncertni spektakel izpeljal v teniškem centru Portorož s pričetkom ob 19. To je z naše strani vse. Dogodke si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v prihodnji ediciji Megafon časopisa. Do naslednjič! Hvala za pozornost in se gledamo prihodnjič na Megafon TV.